Dobrodošli v Šokcastu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od vsebine. V moji družbi danes pozdravljam eno čudovito žensko, ki že več kot 30 let raziskuje življenja posameznikov, deli njihove zgodbe, navdihe in navade. Je novinarka, pisateljica, predavateljica, scenaristka, raziskovalka življenja in tudi medosebnih odnosov. V moji družbi je Sonja Javornik. Lepo pozdravljena. Meni si ganila, le skoraj do sousov. Ja, pa verjetno še kar nekaj stvari nisem naštela, ne? Vse, ne, to nisi, ampak tako čisto presenečena, sploh, ker se prvič v živo vidva, da nekdo ima tako dobro mnenje, veš, ker nisem glih mis popularnosti. Ja, o tem bova tudi kakšno rekli. Zdaj za začetek povem, da sva se zmenili, da se tikava, ne? Ja, ker sva kolegici. Ja. In me zanima, čisto na začetku vsakega gosta prosim, da prinese s seboj osebne predmete, kaj si nam ti prinesla, skozi kaj bi se predstavila nekom, ki te ne pozna tako dobro. Mislim, ker sem vedela, da ti tak že imaš mojo novo knjigo, sem prinesla prvo. Mislim, knjige so moja strast, ne gre zdaj za to, da je pač to moja knjiga, ampak veš, če bi pol zbirala, ko bom, mislim, seveda bi morala prinesti Kleopatro odvisne, ker sva tudi prijateljice, ampak imam še cel kup prijateljev, a veš, tako da sem nekaj rajš prinesem svojo, da ne bo kdo zameril, ampak skratka, knjige obožujem, ne, in jih zbiram in mislim, to je, mislim, tako, veš, že v kleti se že nabirajo, tako da bi se lahko ustavila, sam se ne morem. Ni dovolj časa, da bi vse prebrala? Ne, sproti sploh ne, zato ker zdaj je res tempo nor, honorari so padali in pač, mislim, sama veš, v novinarstvu ne cvetijo rože, a ne prav posebej, tako da imamo toliko dela, da enostavno moram več pisati, kakor pa lahko berem. Seveda pa z veseljem preberem vse, kar potem tudi podelam, tako da dostikrat, ko preberem kakšno knjigo, potem tudi kaj napišem. Tako da to. Se pravi, knjige potem... Ja, potem sem prinesla, mislim, imela sem kar težavo, ker sem rekla 3 predmete. Zato, ker v bistvu, mislim, vse imam doma, vse mogoče, ampak predvsem se nabirajo knjige pa neki drugi papiri, da bi mi kakšni predmeti prav posebej veliko pomenili, mi ne. Ok, nora sem na kozmetiko, zato sem prinesla tukaj eno kremo kot čistko. Zdi se mi, da je, mislim, to mi je všeč, sploh kadar je hud tempo, mi je super, da si lahko vzamem čas, pa da se tudi jaz doma že sama mečkan razvajam, dam kakšno masko, ali kakorkoli, zelo rada grem tudi v kakšen salon, to mi je super, tako da to definitivno. Zdaj predmet je, tudi tale šalica, ki mi jo je že pred leti podaril moj brat in je gor moj Barni, zato jo imam še zmeraj, tudi če je odkrušena, jo imam še zmeraj zdaj in jo imam doma tako za odlaganje kakšnih stvari. Skratka, nora sem na Barnija in kle sem potem prinesla še neke to se pravi, take stvari pa res hranim. Tukaj je recimo sporočilo enega mojega nekdanjega študenta, ki se mi hvalil za vse trenutke in tako naprej, glej, res je lepo napisal. Tukaj so mi za rojsten dan moje punce tudi super naredile, a veš, to je najstnica piše, da ne še dolgo živim, da jim bom še kaj dobrega skuhala, veš, iskreno. To je iskreno, ja. Ja, tukaj pa spet slikca mojega Barnija, ker je ena najstnica bila pač zdaj po koncu poletja pri meni in se mi je oddolžila za to, da je čuvala stanovanje in mojega mačka s sliko, tako da to me je pričakalo doma, pa pospravljaj tudi stanovanje. Lepo. To, ja. To ti bom kar podarila. No, najlepša hvala, evo. To pa gre z mano domov. Zdaj za začetek, sem se spraševala, ponavadi si ti na tej strani omizja, ne? Ja. Si tista, ki sprašuje, kako ti je zdaj v tej vlogi, da si zaslišana, da si ti tista, ki jo intervjujejo, ne? Škaj nimam posebnih težav. Zelo dolgo nazaj, ko sem se ukvarjala še mogoče z bolj tračarskimi vsebinami, sem prišla do ugotovitve, da če jaz sprašujem intimne stvari, da tudi jaz ne smem skrivati, tako da jaz tudi sicer vedno vse povem. Ampak, a veš, ponavadi se vsi čudijo, kako to, da sem sploh lahko na tej tvoji strani, ker imam ne toliko veliko govorim, ampak jaz znam tudi poslušati. Ti je bilo to dano, da si dobra poslušateljica, ali si se tega preučila? Jaz mislim, da to, kar imam v sebi. Jaz, ko se spomnim, ko sem bila še majhna, sem zelo rada poslušala, to se pravi, jaz recimo, ko še nisem niti bila v šoli, sem rada prisluškovala pogovorom odraslih, kako pa kaj, ne, pač kakšne imajo
kaj svoje poglede na svet. Spomnim se, da sem enkrat blazno šokirana, ker so pri sosedih govorili o novoletnih sindikalnih zabavah in kakšne orgije se tam dogajajo, a veš, ne. Skratka, bila sem kot tiha miška, tako da so govorili brez cenzure. Je pa bil ta novinarski poklic malo dan, ne? Oče je bil Ja, novinar. oče je bil tukaj na delu večino časa, ja. Tudi moj prvi članek je bil v delu v 3. letniku, sem pisala o dijaški stavki. Jaz sem vedno vedela, da bom novinarka. Mislim, kaj pa ne, a veš, firčna, kakor sem, a veš, edino izgovor je, poprostite, to je za moj poklic pomembno. Težko rečem profesionalna deformacija, ker je to bilo že prej. Tako da vedno sem vedela in ko so, jaz sem v 3. letniku, ko so 4. letniki organizirali dijaško stavko, je Gorazd Slak, ki je bil potem kasneje tudi na E+u moj direktor nekoč, takrat je bil pa fant od moje najboljše prijateljice, me je pohopsil in rekel, čakaj malo, če boš novinarka, daj probi nekaj objaviti o tem, da se sliši. Stavkali so zato, ker so takrat hoteli uvesti izpite zaključne, 4 predmete, no, oni so potem prišli malo lažji čez, mi smo pa potem nasankali, pa so imeli ta prvi, to je bila predhodnica mature, ne pri usmerjenem izobraževanju, vse tako nekako potem pač prestavili. In potem se je pa zelo hitro odvil, ker sem jaz očeta zelo pogosto v Delovi stavbi obiskvala in sem potem v mestu srečala eno njegovo kolegico, s katero so bila par dni prej na pijači, ker sem slučajno takrat prišla in mi pa rekla, tebe to zanima, bo šla, pa me je povabila na mrežo za Metelkovo, kjer so iskali PR-ovce in tako naprej. Zelo hitro se je potem začel. In zdaj kar naenkrat se je 30 let obrnilo. 35. Kako je, ko pogledaš nazaj to pot? Kdaj so bili mogoče zlati časi tega novinarstva, da bi se vrnila v tiste čas? Na začetku, definitivno. 90. so bila super, takrat so imeli pač mediji večje budžete, to se pravi, si se lahko tekstu veliko bolj posvetil, ti si lahko od enega pač normalno daljšega, mislim, ne novičke, ampak pač recimo dvostranske članka, komu živijo cel teden ali tudi več, danes je to čisto nemogoče. Tako da drugače, če pišeš s tisto nekim pritiskom in ne veš kako, pa kaj recimo jaz imam danes že težave, kako se uskladiti za intervjuje, zato ker imam enostavno toliko, tako količino moram sprocesirati, da sem skozi nekako zasedena, se morajo meni sogovorniki zelo prilagajati. Včasih sem se jaz, jasno, vedno si bil prilagodljiv za tistega, ki pač nekako ti dela uslugo, da bo nekaj povedal. Ampak ne bi menjala nič in vztrajamo, dokler se bo dalo. V končni fazi hvala novinarstvu, da sem se nekaj naučila in to tudi lahko v tej knjigi nekako strnila. Pa tudi že v tisti prej, najprej sem bolj začela v nekim tem zvezdništvom, popkulturi, potem, za odnose se mi je pa itak zdelo, da je treba še mečkan bolj. Da si bolj zrel, da v tem pišeš. Zdaj, mogoče velikokrat sem zasledila v člankih, ki so o tebi, da si kot ena mati tabloidnega novinarstva v Sloveniji, si to šteješ v čas, ko ti take titule dodajo? Veš kaj, sem se naučila, da skoraj vsako stvar probam vzeti kot kompliment. Tako da, če ni res tako, res zelo na prvo žogo grozna, potem je to absolutno kompliment. Seveda, začetnica to. V končni fazi pa karkoli počnem, pa tudi če je to čiščenje, ki ga sicer ne maram, ampak sem že presenetila prijatelja, ko smo pač z kolegicami čistili njegovo ladjo, ker nas je povabil čez vikend, pa rekel, nisem vedel, da tako, skratka, karkoli počnem, hočem početi res dobro, sicer je to zguba časa. Tako da če sem se s tem ukvarjala, sem to počela najboljš, kar se mi je zdelo. Mislim, sem pogledala tudi, kako delajo čez meje in vse ostalo, vse, daleč od tega, da bi jaz mislila, da sem jaz v vsem najboljša ali pa da sem edina, na vrhu, v nas je veliko, ampak se trudim, da nisem spodaj. Govorila si o radovednosti, da si že od majhnega radovedna, kdaj je tepla ta radovednost? Si kdaj preveč vprašala, si dobila te negativne odzive? Seveda sem, velikokrat sem, ampak dobro, to se mi zdi, da vprašati nekako znam tako,
vidijo, ne, da ne mislim nič slabega, da nimam slabe namere. Veš, kaj se mi je predvsem zgodilo? Zgodilo se mi je, da zato, ker jaz nimam nekih težav, sej verjetno si videla, govorim tudi o tem, da sem bila na umetnih posvetitvah in podobno, skratka, res zelo intimne stvari. In potem, veš, sodiš po sebi, ne, in sem potem pisala stvari, ki jih pa drugi niso bili pripravljeni deliti s svetom. In to sem bila, recimo Simono Weiss sva imeli pred njeno smrtjo, mislim, kakšno leto pred tem sva imeli ravno zaradi tega konflikt, ker sem pač pisala stvari, ki jih ona ni želela še deliti. Jaz sem pa, ne vem, bila prepričana, ker smo bili prijatelji, ker sem pač vse to vedela, sem mislila, da je to itak že javno, enostavno. Ona se ti je zaupala in je prehitro prišlo Mislim, v javnost. Ja, mislim, skratka, meni se ni zdelo to nič tacka, no, to hočem reči, ja. Jaz sem pravzaprav napisala, jaz sem prepričana, da bo navdušena, kako lepo sem pisala o njej, ne, samo pač so stvari, ki jih eni pa motijo, ja. Pa si se z leti potem naučila, da vprašaš, kaj je za ven, kaj ni. Ste imela še kakšne take težave? Z leti sem se predvsem naučila, da se pač napake dogajajo. Edina možnost, da se napake ne bi dogajale, bi bila, če ne bi nič delala. To pa nekako ni opcija. Tako da, mislim, še vedno me prizadane, ne, še vedno je tako. Ravno danes sem sekiram, ker sem včeraj imela prvo srečanje z mojimi študenti in se bojim, da je mogoče en mal zameril, kaj sem rekla, ampak nisem mogla drugače reagirati, ker nisem mogla imeti v predavalnici enega študenta, ki bi imel drugačne kriterije kot vsi ostali. Tako da upam, da bo zgradila. Ampak skratka, ni mi vseeno, no, mislim, nisem taka, da bi mi bilo vseeno, če bi komorkoli naredila slabo. Zdaj, ja, si tudi predavateljica, ne? Na IAM-u, Akademija za multimedije. Kako gledaš zdaj te nove generacije? Ne? Te presenečajo, je veliko volje do raziskovanja, je še ta iskrica? Kakšne generacije prihajajo? Čisto drugačne, z drugačnimi pogledi? Ko sem pred 10 leti začela, sem pravzaprav prišla na fakulteto z nekim prepričanjem, da ne, to gre zdaj samo vse navzdol. In sem zelo vesela, da imam to priložnost se družiti spet z mladimi, ker vidim, da so genialni, super, mislim, moji študenti so itak najboljši, ampak seveda imajo pa svoje izzive. Predvsem je grozno to, da imajo res veliko, veliko slabše možnosti za vse. Za vse. In pot do stanovanja, do službe, seveda so službe, ampak če pogledamo, kako so nagrajeni, Petra, jaz imam študente, ki so že izgoreli, si ti to lahko predstavljaš. Ko sem bila jaz v 20 letih o izgorelosti še sploh govorili nismo, ne? Nihče ni bil izgorel. Mislim, moji starši in starši prijateljev so prihajali ob 2-3 v službe in so imeli mir, nihče jih ni kontaktiral, ker ni bilo prenosnih telefonov, ni bilo mobilnih sporočil, mislim, mailov tudi ni bilo. To je zdaj čisto drugače, to se pritiski na nas so zelo, zelo hudi. S tem sem zaključila knjigo in to tik preden je šel tisk. Če si brala, ne, to zadnje poglavje sem dodala čisto na koncu, ker sem se spomnila, moram še to povedati za vse. To se pravi, zdaj sva govorili o mladih, ampak to velja enako za starše, to velja za vse. Vsi se moramo zavedati, da če imamo izzive, vemo, več je depresije, več je anksioznosti in marsičesa, ne misliti, da je to skratka, da ste vi slabši v tem času, kakor so bili prej. Ne, zdaj so izzivi res veliko, veliko hujši, tako da vsi moramo se zavedati, da če nam, ne vem, nekdo starejši reče, jaz pa sem v tvojih letih to pa to, ja, samo takrat so bili drugačni časi. Ni primerljivo, ne? Ne, nobene primerjave. Ja, zdaj, če se malo zapodiva v tole knjigo, jaz sem jo na mah prebrala, ne, je taka berljiva, ne soliti pameti, ampak ti da nekaj izhodišča za premislek, razmislek. Se pa zelo tudi ti razgališ v tej knjigi, ne. Najprej si ti to ranljivost pokazala, je bilo težko dati to ven na pladen, da z vednostjo, da bodo to ljudje brali in te tvoje najbolj intimne strahove, lastnosti spoznali. Mislim, jaz, ko pišem, pa govorim itak butam, ne, jaz sem brutalno iskrena, ne. Ampak ja, potem v nekem momentu je pa bilo tudi tisto, ne, zdaj, jaz sem dala, prvi bralci so bili te, ki me poznajo, seveda, ne. In potem sem rekla, zdaj pa bodo brali tudi ljudje, ki nimajo pojma o meni in si bodo morda to drugače interpretirali. Moram priznati, da tudi en odziv,
sicer neke kolegice, ki pa me bolj mal pozna, ne, ker s katero se nismo nekaj pogosto družile, se mi je že zdel tak, ne, da bi lahko bilo mal napačno. Ampak v končni fazi, a veš, zelo dolgo nazaj sem tudi začela, to se pravi, že v srednji šoli sem začela delati tudi na televiziji. In imela sem glasbeno oddajo, kjer sem predstavljala videospote, gostila glasbenike, hodila na teren. Vse to je bila moja dodana vrednost. Vsi kolegi, imeli smo od ponedeljka do petka, smo imeli te glasbene oddaje, vsi so samo bili v studiu in pač sprejemali telefonske klice z željami. Jaz sem pa samoiniciativno, to se pravi za podobne denarje, delala še vse ostalo. In so si mislila, ne, evo, kako se angažiram, ne bo cenjeno, pa tudi imaš potem tudi negativne kritike. Tako da vsem ne moreš ustreči. In nimam v končni fazi itak vidimo, da so ljudje, ne vem, kot Nika Kovač, za katero si res ne bi nikoli mislila, da bi kdo lahko in najdu kaj negativnega, glede na to, da tudi, če se ne strinjamo z njo, mislim, jaz se, ampak mogoče kdo drug, ne moramo reči, da karkoli škoduje. Ne. Imamo pa cel kup ljudi, ki škodujejo. Ne. Jaz ne razumem, zakaj se ljudje ne spravljajo na tiste, ki so pobasali milijarde iz te 6, ali pa te, ki se zdaj v končni fazi v svetu, ne, te, ki delajo aplikacije, ki zaznavajo, da ne je oseba ima težave s samopodobo in ji takoj dajejo neke vsebine, ki bojo še bolj zabile, še bolj spravljajo depresijo. To so ljudje, ki si zaslužijo vse kritike. Nekdo, ki se trudi, ne vem, da bo dostopna pitna voda ali pa splav po Evropi, ne vem, zakaj ne. Ampak vse vemo, ne, tega negativnega je zelo veliko. Danes so časi, ko ljudje niso zadovoljni s svojim življenjem. In mislim, da je to največji problem v bistvu današnjega časa, zato ker vemo, da so posledice lahko grozne. Ljudje delajo samomore, se poškodujejo in v končni fazi pa tudi, če si depresiven, zaradi tega ni nič v redu. Mislim, tudi mi zdaj v oddaji Poroka na drugi pogled se soočamo z nekimi napadi, ki so brutalni in ki niso v redu in ki mislim, mi upravljamo delo, ki ga je pač televizija, ki ima ta šov, želela, mislim, dajte nam mera, ne, povejte, kako pa kaj, oziroma noben problem, če je kritika konstruktivna, ampak napadi, kakor so to, ne, recimo Rej pa Marjetka sta v tistem svojem času, ona dva sta dobila napade, kot so, da si želijo, da bi jima otroka umrla, si to lahko predstavljaš, mislim, jaz to ne morem verjeti, da se to lahko nekdo spomne, ampak evo, zato pa nasveti, da spremenimo. Zdaj omenila si to komentatorsko oddajo, kar nekaj napadov je na vas komentatorje, so to že prav grožne, imaš kdaj občutek, da se moraš že bati, ko greš na ulico? Ne, mislim, se pravim, po eni strani se tega navadaš, če si v dobri koži. Jaz v tem trenutku sem na srečo v zelo dobri koži, knjiga je naletela na super odzive, vedno mi je the best, kadar sem z mojimi študenti, tako da to je super. Ampak recimo, tudi ko sem sodelovala pri kuharski oddaji Riba, raca, rak, mislim, to je bilo noro, kaj so pisali in tako naprej. Ampak ne, jaz sem 52 let. Mislim, v tem pa ukvarjam se z mediji, vem, kako to deluje. Vem, recimo, en zanimiv primer, pred zelo dolgo nazaj moja kolegica delala na spletnem portalu in je prišel Aleš Klinar, ki je takrat skupino Rock Partizani posnel nov videospot. In ona je bila zelo obremenjena s tem, ker so ji potem vsi tisti, v katerih je pisali, ne, tudi pač jamrali, kaj je zdaj to, se pritoževali, ne, in je pač že vnaprej rekla Alešu, lej, pripravi se, kritike bodo res zelo slabe. Potem pa Aleš, ki je pač, ne, za vse štose tega sveta, rekel, dajva razmisliti, kaj bi lahko naredila. Kaj sta naredila? Naredila sta novico, kakor da je njihov spot bil na svetu izbran za najboljši spot vseh časov. In veš, kakšni so bili komentarji? Ne, kako je to mogoče, se ta spot je super. Zagotovo od istih ljudi, ki bi, če bi samo bila predstavitev v Rock Partizani, so posneli nov spot, pisali, koliko so bedni. Prepričana sem, da so isti ljudje. Skratka, jaz te neke mehanizme poznam. Sam je pa žal, predvsem mladih, ki jih to lahko spravlja v hudo stisko.
Koliko pa je tega obračanja mnenj s pomočjo novinarjev? Zdaj verjetno nekaj izkušenj že imaš, ne, da se znani obrnejo nate in da želijo sproducirati kakšno tako PR novico, ki bi bila njim v prid, pa je medijski spin, ne? Mislim, vsak želi, da je predstavljeno v medijih čim lepše, tako da to ni nič takega. Jaz se ne ukvarjam z gospodarstvom ali pa s politiko, da bi tukaj bilo kaj posebej problematičnega. Sem recimo spomladi delala prva skupni intervju z Borom Zuljanom pa z Urško našo, ne, predsednico, ampak kaj ne, mislim, jaz sem itak takoj za ljubezen, tako da jaz sem itak bila zelo naklonjena temu in ker se mi zdi, da vsi, ki so zaljubljeni, so bolj prijazni že čist a priori, ne, to, če ti si srečen, ne, tako kot jaz sem prepričana, da potem ne delaš slabih stvari. Tako da jaz mislim, da je predvsem treba paziti na to, da bi bili vsi čim bolj srečni, zato je fino, da bi imeli neko prijazno okrožje, ne, vse okoli sebe, da bi bil splet prijazen, ne, da bi se to vse nekako tudi zakonsko uredilo, ker mislim, da bi to res dobro vplivalo. Že samo s tem, če smo bolj prijazni, če se malo bolj pohvalimo, je dan lepši zagotovo vsakmu. Že jaz, ko vem, da sem nekomu polepšala s kakšno pohvalo, ali pa obratno, ne, grem, ne vem, z večjim nasmeškom spat. Kako prijazni pa so slovenski tabloidi do znanih Slovencev? Zdaj vemo, v tujini to kdaj kar na nož, ne? V tujini je res grozno, ko gledaš te dokumentarce, ne vem, kaj so počeli Amy Winehouse, kaj so počeli Diani, sploh te angleški, mislim, to je res katastrofa, ampak morava vedeti, da so tam cifre drugačne kot pri nas. Pri nas niti v najboljših časih se ni dal kaj dosti zaslužiti s tem, da bi lahko kaj posebnega naredil. Tako da mislim, da se nikomur, mislim, tisti, ki so v politiki pa v gospodarstvu, so boljš plačani. Tako da tam imamo kakšne tako imenovane medije, ki delajo po naročilu, ker se jim to res izplača, ker dobijo, ne vem, za en članek mesečni ali pa letni zaslužek. Za tistih 50-100 evrov, pa po mojem ne bo šel nobenemu greniti življenja, ker nima smisla. Koliko si pa spletla pravih prijateljstev med temi znanimi Slovenci, če jim lahko tako rečeva? Je kaj tega ali je bolj službeno bilo vse skupaj? Ne, je to tudi recimo zdajle na promociji knjige. Ne, sem recimo povabila Majo Prašnikar, pa je takoj, seveda te bom prišla podpreti, točno je vedela, da sem rabila še kakšnega znanga in je prišla in potem so se mi še kakšni odzvali, kaj nisi rekla, ne, z veseljem bi te prišli podpreti, ker je bilo meni pravzaprav malo neroden težiti pa to. Ne, a veš sej, če jaz res kar sprašujem, ne? Jaz nimam nekega filtra, jaz grem, jaz potem rečem, sploh ni noben problem, če vidim, da osebi nelagodno, seveda se ustavim, grem nazaj in tako naprej, ampak sprašujem in grem dostikrat kar precej globoko. Vem, da so se, ne vem, Manifiko pa Loša pogovarjali z najino kolegico, da so se počutili kot na terapiji pri meni, ne, kdaj so govorniki. Tako da, če greš v take intimnosti, potem seveda to ni več samo nek strogo poslovni odnos, ne? Ampak so tudi še kakšna prijateljstva. Vemo pa, da je čas takšen, da imamo zelo veliko obveznosti, da še z prijateljicami, s katerimi smo bili prej vsak dan skupaj, pač nimamo niti za telefonske klice več časa, ne? To pa se je spremenilo, ne? Tako da. Kaj pa ta temna plat slave, ne? Vsi si želijo pozornosti, ko zmanjka te pozornosti. Verjetno si tega tudi veliko videla, ko žarometi ugasnejo. To je, ampak sej to je pravzaprav, to ni nič drugačnega tudi pri drugih stvareh. Tudi recimo z Vasilijem Žbogarjem se pogovarjala, kako je bilo težko, da se je usmislil, ne, on sebe, ko je končal kariero. Ali pa ljudje, ki grejo v pokoj, ne. Kaj si zdaj, ko nisi več, ne vem, to pa to, ne, neka titula, ne, ki si jo imel prej.
Takšne stvari so vedno hude preizkušnje. Zagotovo je za tiste, ki so pred žarometi, ne, jaz vedno pravim, ne, da če nekdo rab aplavz, je to že, ne, treba pogledati diagnozo, a ne, veš, ker ne vem, jaz tudi rada pojem, pa mi je čisto v redu, če to doma v kopalnici, pa da nihče ne sliši, ampak skratka, ponavadi, dostikrat je res neka potreba prišla iz otroštva, ker so mogoče bili tudi spregledani ali karkoli. In seveda, ja, ko si navajen na nekaj, je to težko, ampak to je pri vsaki stvari, a ne. Je pa gotovo problem, če si bolj na očeh javnosti, ne. Če si bolj na očeh javnosti, potem seveda si veliko bolj obremenjen z vsako stvarjo, ne. Se te bolj dotakne, bolj prizadene. Zdaj, kako pa ti, ko izveš te zgodbe, ne preceniš, kaj bi bilo za javnost, se posvetuješ z intervjujencem, ko se ti odprejo, verjetno ti kdaj povejo preveč, pa te prosijo, ne, da naj to ne bo objavljeno. Kako s temi vsemi informacijami žongliraš? Najbolj zanimive stvari, ki sem izvedela, itak nikoli niso bile objavljene. Tako da jaz znam zadržati skrivnost. Jaz sem sicer strašno radovedna in sprašujem, ampak to ne pomeni, da moram vedno vse napisati, daleč od tega. Tako da nimam s tem težav. Mislim, seveda si ne želim nobenemu delati, nimam tega, da bi nekomu želela slabo. In se mi zdi to čisto samoumevno, tako da jasno, da se vedno poskušam dogovoriti, oziroma sploh ni noben problema, ne, mislim, ni nobene težave. Dobro, včasih je lahko problem, ko z Masajo sva imeli, veš, neko tako težavo, že v bistvu dosti na začetku njene kariere, je ona prišla k meni na kosilo in je res potem govorila in je potem rekla, joj, ne, jaz sem mislila, da sem na pretebi doma, ampak jaz sem imela tudi diktafon in vse skupaj. Seveda tiste stvari niso šle notri, ki jih ni želela. Težava je bila pa samo v tem, da jaz sem imela to posneto in pač mudilo se je, ne, mislim, urednica je čakala na članek, ne, da ne bi bilo prazno, ne, tako da, mislim, taki samo logistični zapleti. Mislim, v principu saj pravim, ne hote naredim kakšne težave, jasno, to se mi zgodi, da kaj, kaj zafrknem, absolutno, ampak vsekakor pa ne za neko namero. No. Pa ti je kdaj že kdo grozil s kakšno tožbo? Ja, sem tudi že bila na sodišču, ja. Drago Gajo, pač umrl pred kratkim, drugače jazz bobnar, me še v srednji šoli sem še bila, za Delo sem pisala, takrat je bila priloga Živijo, ker je bila tudi glasba in sem morala narediti recenzijo nekega koncerta v klubu Central takratnem, ker so imeli jazz večere. In potem sem še pisala o tem, kako je sicer z jazz sceno v Ljubljani, in sem pisala, da je pač v njegovem klubu itak, mislim, da pač je Central super, ker je mečkam bolj široko odprl vrata, ker tam je pa pravzaprav vedno on za bobnarskim stolčkom, ne, in potem me je klical in me je začel govoriti te številke, ki so itak dokazovali to, da sem imela čist prav, ampak je bil užaljen in me je tožil, potem pa ni prišel na sodišče. Aha. Ja, tako da mi je bilo, mislim, prosim. Pa ti je mogoče za kakšen članek objavil pa žal, da če bi se zdaj vrnila nazaj, pa ne bi tega objavila? Zagotovo sem na začetku kariere sem seveda mislila, da moram reševati svet in podobno. Recimo, ko smo imeli podelitev zaključnih spričeval, ne, mi še nismo imeli mature, ne, na Bežigrajski sem bila, v preddverju smo bili vsi zbrani in so klicali po abecednem seznamu in so čestitali in dali vsakmu njegovo spričevalo. Zdaj, ne, tisti, ki pa niso naredili, ne, tisti niso bili poklicani, potem pa sem prišla jaz na vrsto in je ravnatelj rekel, no, ti pa se oglasi pri meni, ne, in jaz to, no, kaj je zdaj to? Sicer je res, ne, da sem jaz še finalizirala oddajo za kulturo, ker je urednica šla takrat na nek bienale v tujino in sem jaz, ne vem, do 2-3 zjutraj to delala, zjutraj šla pisati slovenščino, tako da je moja mama bila čist besna. Sem rekla, le, kaj se sekiraš, itak grem na FDV, ker takrat ni bilo sprejemnih izpitov, bom pa avgusta, jaz moram zdaj to narediti, ne, jaz imam oddajo, mene zato, mislim, ne moram zafrkati. Skratka, sem dajala prednost delu, ne temu, ampak vsem sem zdaj, mislim, nisem
padla, ne, mislim, to bi me pa vsem presenetilo. No, jaz sem šla do njega in veš, kaj je bilo? Ravno tisti dan je šla revija Didakta, ker sem jaz imela intervju z to učiteljico, ki je zaključila tam, ker so se neki skregali. Učila je na mednarodnem oddelku kot native speaker in je seveda bila zelo kritična do bežigrajske šole. In me je tako ravnatelj vprašal, Sonja, a ti res nisi mogla en mesec počakati? In jaz njemu prosim, javnost ima vendar pravico, da je obveščena. Tako da, mislim, verjetno bi zdaj vsem kakšne stvari, pa tudi bila sem zelo, zelo kritična do vseh. Se spomnim, da sem tudi, Braneta Rončela. Skratka, pri vsem se mi zdelo, da bi bilo lahko še boljše, danes, ko pogledam, kaj on takrat pripeljal na televizijo in pač na koncertne odre, vsa čast. Takrat se mi je pa zdelo, mislim, hello, zakaj pa ni tu, Quincy Jones ali še večje. Vedno se mi zdelo, da bi morali še več. Danes pa vem, da pač so možnosti takšne, kot so. Mlada in vihrava si bila. Hudo. Pa si v vseh teh letih potem dela v medijih izgubila, kaj je to upanje v medije, objektivnost, ko si gledala verjetno kakšne menjave lastnikov in razne stvari, ki se v medijih dogajajo. Si izgubila to upanje v objektivno novinarstvo? Ne, upanje mora umreti zadnje, ampak seveda sem pa bila marsikdaj razočarana. Sam prvo razočaranje se je začelo takrat, ko so novinarji, ki so dobili certifikate in so potem za njih dobili delnice svojih časopisnih hiš, začeli to prodajati najboljšem ponudniku in si kupovati vikende in avte. Jaz sem sicer takrat že bila polnoletna, sem dobila certifikat, samo nisem pa bila redno zaposlena, tako da sem ga dala v KD in je vse propadlo. Ni vikenda na morju. Tako da, če bi takrat samo dobro, mislim, v končni fazi ne spoznamo se vsi na vse, nihče si ni predstavljal, kako se bodo te stvari odvrtele in ni vedel, da je mogoče fino imeti stvari v svojih rokah tudi kasneje, ampak če bi novinarji obdržali svoja podjetja, bi bila zgodba gotovo drugačna, ker je verjetno veliko stvari, ki so težava v naših medijih, za veliko stvari je razlog to, da pač so lastniki ljudje, ki ne poznajo medijev, ki niso prej delali. Mediji so pa zelo, zelo specifičen posel. Zelo specifičen posel. Nekdo, ki je bil lahko super direktor nekega podjetja, ki je izdelovalo salame, tukaj so izzivi dosti drugačni. Pa si kdaj mogoče doživela, da so, novinarji iz drugih redakcij vihali nos, mogoče, ker se ti z bolj lahkotnimi temami ukvarjajo? Absolutno. Kako si se pa s tem spopadala? Veš, kako je, najprej poskušaš vsem dopovedovati, pa vidiš, da to res nima nobenega smisla. Zato sem tako prijetno presenečena nad odzivom za to novo knjigo, ker, ki so jo vzeli resno, se mi zdi. Vzeli so jo resno, super se mi zdi, da me tudi neka jezikoslovka Vesna Mikolič, ki je res, špica, ki itak se pravzaprav ukvarja v tem, kakšna bo prihodnost slovenščine in tako naprej, da je pohvalila tudi jezik in vse ostalo. Čeprav ne moram reči zdaj, da seveda so mogoče vihali nos nad pač tem, da dostikrat je že to, kao časopisni novinarji pa revijalni tisk, ampak mislim, da imamo v naših revijah veliko kvalitetnih piscev in vsebin. Recimo jaz, ko gledam Global, na katerega je naročena mama in ga potem vsak mesec preberem, tam so zbrane najboljše zgodbe iz celega sveta. Jaz ti moram reči, da se mi zdi, da bi mi z lahkoto zapolnili Global mogoče še z bolj interesantnimi zgodbami, ker recimo sploh ameriški stil pisanja je tak, da je zelo, zelo dolgovezen. Tako da pri nas pa smo hitri, učinkoviti, tako da jaz mislim, da glede na to, kakšna je situacija, imamo mi še zelo, zelo veliko dobrih vsebin, ki nastajajo v res vse manj, že skoraj nemogočih pogojih. Zdaj malo sva se prehodili skozi ta profesionalni del tvoje kariere, v knjigi pa tudi razkrivaš kar veliko zasebnosti. Pa me zanima mogoče, kaj so bile tiste stvari na zasebnem področju, ki so te najbolj zaznamovale v teh 5 desetletjih življenja? Je zagotovo to, da nisem mogla imeti otrok.
Jaz sem šla iz prvega razreda v vrtec po bratca manjšega, sem dobro, on je bil že opravilno sposoben, ampak sem hkrati tudi tam previla in zrihtala sosedinga otroka, ga potem pripeljala domov, mislim, ne samo njega, še tudi druge malčke od sosedov, imela cel popoldne na skrbi, jih hranila, jih potem skopala, spravila spat, potem pa ponavadi še bila prvi razred. To je danes nepredstavljivo. Ja, se tudi meni čuden, ko gledam današnje otroke, ampak vem, da je to bilo, zato ker vem, da je moj brat eno leto kasneje šel v šolo in ni mogel biti kasneje. Pa tudi ena soseda je dala svoji hčerki ime Sonja, zato ker je bila tako fascinirana nad mano, ne, in ona je tudi, ne vem, 6 ali 7 let mlajša od mene, skratka, ravno to je fasciniralo, da sem imela vse otroke in živali pod kontrolo. Tako da to, ne, da pač ta želja je bila močno mislim, skratka, to, da sem vedno, tudi recimo, kadar smo se s kolegi dobili na kakšnih piknikih, ne, pa ko so imeli družine, sem jaz vedno se tam v peskovniku našla, ne, z otroki, bolj kot pa pri ženski ali moški debati. To je zagotovo bilo nekaj, kar je bilo treba predelati. Ne. In s tem si pomirjena sedaj. Ja, je bilo pa verjetno težko. Si sama vse to predelovala, si poiskala kakšno pomoč? Veš kaj? Mislim, jaz seveda imam to srečo, da sem tudi kot novinarka se pogovarjala z raznimi strokovnjaki, ne, in jasno, da sem jih spraševala stvari, ki so mene zanimali, tako da sem se tudi lahko potem glede tega podučila. Ampak kar se te konkretne situacije tiče, je bila prelomnica pravzaprav teh 6 umetnih oploditev. To je maksimalno, kolikor se da v Sloveniji. Jaz sem potem se še grebla in se še pritoževala tam pri varuhinji pacientovih pravic in sva potem dobili termin pri dr. Bukalovi, ki je bila predstojnica, ki je prišla z debelo in tam začela, prvič je bilo tako pa tako in veš ti, skrajni, zdaj to za nazaj, dejte za naprej, pred ta zadnjo sem imela še en poseg, kjer so mi še neko pregrado odkrili in kao, zdaj nimam pregrade, dejte zdaj, ne. No, ampak potem, ko smo prišli do konca, ne, se je izkazalo, da je reka, glej, ne, jajca niso več v redu, ne, imela sem pa hude težave, ker te hormonske terapije so katastrofa, meni so med drugim v enem mesecu se zlomili 3 zobje, ne, pa mislim, to je res, mislim, posledice verjetno čutim še zdaj, ne, pa itak prej menopauza in vse podobno. Skratka, to je res, res grozen zalogaj, ki se ga ne lotiš, če ne, mislim, kar za... Ja. No, in takrat mi je bilo blazno žal, da sem težila, ne, in jemala čas tej varuhinji pacientovih pravic in mi je ona rekla, starejša gospa je bila zelo pametna, je rekla, ne, boš videla, Sonja, to bo zate zelo pomembno in je bilo res. Zato, ker sem jaz potem vedela, da sem naredila čisto vse, kar je bilo v moji moči, pika. Se pravi, jaz nimam kaj, ker recimo prej so me blazno prizadele kakšne opaske, ta je karieristka, ali pa ne vem, ne, nisi ta prava ženska, ker ne moš, mislim, ker nimaš otrok, ne, nisi mama. Zdaj pa jaz vem, da sem naredila vse, je pa tudi tako, da to pa sem si vedno rekla, ne, da mislim tudi že prej, da če imaš rad otroke, ne, nimaš rad sam svojih, imaš rad vse. Ne? To je ego, da mora biti tvoj, a ne? Ne gre za to. In jaz, se vidiš, ne, imam kle čestitke, kompenziram na polno in študenti in z mulci nekih, zdaj s tem moja soseda noseča, tako da ko mi čakam, da bom spet tudi previjala in vse skupaj, zato ker zadnja leta sem bila bolj inštruktorca. Tako da sem spet obnavljala psihologijo, kemijo, pri fiziki sem sicer malo bolj tako da se jo probam izogniti, ampak matematiko. Tako da ja, ta želja po otroku, pa potem ne, sem prebrala o tej poroki nesrečni kratki epizodi. Kako pa je bilo s tem? Kakšne spomine imaš zdaj, ko z neko distanco ne gledaš na ta zakon? Je bila to lekcija življenja? Jaz sem si dolg čas rekla, pa kaj sem jaz to rabila, kaj sem se jaz mogla spraviti v to, kaj ne rečem, gnojnico, a veš, res nisem imela sreče z vsem skupaj, pa res je bilo težko. Jaz sem šla tja leta 2000 do 2003, to je bilo po Miloševiću, vsi so mi rekli, sprašvali so me, kaj spohem, hrana je bila super, a veš, ker tam imajo pol tiste lokalne pač sadje zelenjavo, itak sem bila celo prvo leto še vegetarijanka, potem zaradi železa nisem bila več, ampak, a veš, to je bilo super.
Ampak zdaj ne, si pa lahko rečem, da je bilo zelo koristno, ker sem lahko moža imela pri parih poglavjih kot primer za kakšne te ne najbolj pozitivne stvari oziroma za kakšne take bolj dramatične izkušnje. Tako da veliko sem se naučila. Je bila kdaj še prej ali potem želja, potem, da se poročiš? Jaz pravzaprav nikoli nisem imela želje po poročilu. Jaz sem, veš, to je tisto, nikoli ne rec, mislim, pazi, zarečenega krivka se največ poje. Jaz sem vedno govorila, poroka je pa itak sam papir, ne. In potem sem se poročila zaradi papirjev, ne. Ker takrat so imeli v Beogradu oziroma v Srbiji še vize, zavarovanja za avto in tako naprej. Skratka, veliko ceneje je bilo, da sva se poročila. Tako da to je to. Nisem jaz, mislim, seveda, ko sem se poročila, sem bila zaljubljena in upala vse na najboljš. Ampak po pravici povedano sem pa takrat, ko mi je on predlagal poroko, ki sem rekla, kaj bova zdaj, ne, tole je finančno res nesprejemljivo, ne, jaz sem bila tista, bova nehala ali kaj, ne. Pa je rekel poroko, pa super, ne, to je neki, mislim, jaz sem pač takšna, ne, novi izzivi so mi vedno zanimivi, ne, tudi taki. In sem ga vprašala stvari, ki so bile potem problem, ne, sem ga vprašala, kako bo pri stanovanju, ne, bom lahko jaz kaj, itak sem že mislil, da bom prenavljal, boš ti povedala vse, kar je bilo, glej, to, da sem eno preprogo uspela vršiti ven, ko sem imela feeling, da se tam skriva, mislim, res tako vse, kar je možno, od prahu do še česa drugega, ki je imel posod same tepihe. Jaz pa sem potem bila kar malo občutljiva do, ne vem, tega. Kuhno sva zbrala, tako da sem jaz se že vdala v sodo, ki je izber ti, ker se mu je vse zdelo, da je predrago ali kakorkoli že. In potem, ko mi je pokazal po enem letu, ko so me vsi zafrkavali, ker nisem mogla eno leto niti kuhati, niti nič tam, mislim, in vsakeč, ko sem prišla v Slovenijo, ne, vsak mesec so me prijateljice, a že imata kuhno? In tako jaz, ne še. No, in ko mi je pokazal, ne, sem jaz šla v avto jokat. Veš, takšna je bila. Veš, ko je zbral štedilnik, ki je sicer meni se zdi imel neki tudi steklo keramične površine, neki še navadne, ampak gumbe gor, in pa sem videla, veš, ka mi bo šlo čez, ne, ker sem malo konfuzna pri vsemu, kako bom jaz tisti gumbo vse drgala, dej, please. No, in pa se me je usmilil, pa sva pol Gorenje, veš, da je bilo slovenski moment v Beogradu. Takrat mi je zdaj razumem to, veš, ka greš, pa to domov toži, pa vse to. Lej, bilo je koristno, zelo velika šola je bila, ampak res težka. Izdala si tole knjigo, kako pa si zdaj z odnosi? Si v kakšnem romantičnem razmerju? To nas verjetno vse malo zanima. Če napišeš priročnik, potem si verjetno že odkril kakšne ključe do uspeha teh stvari, ne? Ja, samo jaz sem trenutno za partnerski odnosi me bolj zanimajo teoretično kot praktično. Jaz v knjigi pišem o tem, da je najprej treba imeti dober odnos s sabo. Jaz v knjigi pišem o odnosih tudi na splošno, ne, pravzaprav je založnica nekaj malo bolj konkretnih partnerskih nasvetov dala ven, ker očitno upa na to, da bomo naredili še knjigo o partnerskih nasvetih, kar bi tudi bilo mogoče čisto zanimivo, mislim, da bi znala še marsikaj tam koristnega napisati. Sploh sem imela več željo o tem, da napišem nasvete za ljubimce, veš, ne, ljubimke, veš. Ja. Mislim, če te zanima sam en, če imaš enega, moraš imeti vsaj dva. Mislim, če imaš ljubimca, moraš imeti vsaj dva, ne, ker če ne trpiš za žensko nujno, ne. Veš, ni ljubimc, pol takoj hočeš mi pristno zvezo. Malo sem v tistih letih, ne, zaradi umetnih oploditev in vse to so hormoni malo hitrejši, ne, začel svojo pot, ko libido pade in sem blazno zadovoljna sama s sabo. Ko mi je to pred leti govorila Desa Muck, ne, ko je tako, da ona uživa biti sam, prosim se, pa lahko kar zapremo, mislim, kaj ima sploh smisel živeti, ne, mislim, kaj, pa jaz, ko še nimam otrok in tako svoje družine, ampak so si mislili, se to je pol brez veze, kaj pol ti ostane samo delo in to, ne, ampak jaz sem trenutno v svojem življenju v bistvu zelo zadovoljna. Meni je super, to študenti, a veš, zdaj mladi imajo tudi marsikakšne izzive in jaz se tako rada vtikam, a veš, in rešujem tuje težave, oni so zadovoljni, če jim pomagam.
Se pravim, okoli sebe imam cel kup ljudi, dobro, ne čaka, zdaj se pogovarjamo o tem, da se bosta uselila na svoje, ne, in tako naprej, tako da pač z njima nimam zdaj toliko stikov, ampak upam, da bosta kmalu dobila kakšne otroke, pa bomo spet lahko malo bolj koristni. Tako da meni je fajn, doma imam pa Barnija, ne, tega lepotca, ne. To je pa, a veš, ne, popoln partner, a veš, popoln. Čeprav tudi znate žiti, ne, tudi znate žiti. Zdaj, ko te spremljamo v tej komentatorski oddaji, ne, pa tudi, ko spremljamo te pare lahko, se ti zdi, da pa smo mogoče preveč osvojili to ljubezen do sebe, pa je pomanjkanje malo razumevanja drugega, da je vse samo vase usmerjeno, ne? Da smo šli iz ene skrajnosti v drugo. Absolutno. Ja, se v tem tudi pišem, kako gremo vedno iz skrajnosti v skrajnost in da je ta srednja pot važna. No, jaz mislim, da sem tukaj kar dost srečna, da imam pri pri večini stvari sem kar dost tako, no, razen mogoče pri spanju, spala bi tako k kitajskemu zdravniku hodim, veš, in pol za njih je spanje blazno pomembno, ne. In tako jaz tiskal, imam težave s spanjem, sam 7 ur, pa prosim, veš, ne, meni je 9 optimalno. Jaz bi 9, če bi se dal. Gremo v to, velika težava je tudi te družbene mediji so problem, ko dobivamo razne komentarje, ne, pač, kako super zgledaš, kaj bi vse počela in gor dol, se moramo zavedati, da to ni ponudba za resen odnos. To je ponudba za skok v posteljo in čist nič več. Ne smemo tega, da je nekdo napaljen zamenjevati za resno zanimanje. In mislim, da je tukaj velika težava, da potem ne damo priložnosti nekomu, ki je tako. Jaz nisem imela teh težav, jaz sem bila mogoče še preveč razumevajoča in sem zaradi tega pol zaključila, da jaz se v tem tudi pišem, ne, pač moja mama me je vzgajala s tem, da je treba blazno razumevati in sem potem imela tukaj izziv, sem čakaj malo mami, malo je treba tudi mene, ne, zato ker sem nenadoma ugotovila, da imam partnerje, ki jih zelo jaz podpiram, ne, je zelo enosmerno. Ampak sem pa tudi imela potem tudi super izkušnjo partnersko, ki se ni obnesla zaradi tega, ker je imel sina z zelo hudo boleznijo, to se pravi čisto take objektivne okoliščine, ampak se še zmeraj vsak dan slišiva, ne, tako da nekako, kako bi rekla, ni, da bi mi manjkalo nekih tesnih odnosov, daleč od tega. Imam pa še eno čisto konkretno vprašanje iz tele oddaje. Gledamo, kako celo nekdo vara partnerja. Kje je zdaj težava? Ali produkcija ne pove naprej? Zakaj se ne razčistijo stvari tam? Ne? Gledamo, kako nekdo vara in hodi na zakonske terapije. Verjetno se vsi malo sprašujemo, kaj zdaj s tem. No, glede na to, da mečkan več pa imam informacij, kot ti lahko rečem, da se bo to uredilo. Ampak ne, to so odrasli ljudje, ne. Ta oddaja nima scenarija, jaz sem sodelovala v prejšnji sezoni kot strokovnjakinja, to se pravi, sem bila zelo vpeta vse skupaj. Dejstvo je, da smo strokovnjaki lahko videli samo, kaj se dogaja na večeri in na ceremoniji in smo potem delali svoje zaključke in tukaj dokazovali, koliko dobro poznamo paro. Ni pač itak je nemogoče, da bi sproti lahko pregledoval materijala, ne, tega materijala bi, skratka, če bi to počeli, bi morali biti, ne, a veš, 6 monitorjev hkrati bi morali gledati, ne, praktično, ne, ker se jih vsem snema vsak dan, ne zdaj čist 24 ur na dan, ampak vsem, to bi bilo več kot polni delovni čas. Zdaj pa, ti pa ne moreš ljudi, mi smo tudi dali na svete, sam zdaj koliko upoštevajo druga pesem, ne, ljudje se odločajo zase in v taki neki situaciji, ki jim ni najbolj domača, imajo lahko tudi mogoče kakšne odzive pogojene s stresom, ne, z nekimi drugimi stvarmi, ki niso čisto take kot običajno. Za konkretnega, ne, frajerja, pa veva, da je bil že prej v resničnostnih šovih in sicer tudi v Srbiji, kjer pa so že marsikaj pokazali, ne, v teh resničnostnih šovih in je verjetno tam pobral kakšno idejo in poskušal biti zaradi tega gledalcem toliko bolj zanimivo. Ja, človek si kdaj kar zaželi, da je vseeno to del nekega scenarija.
Po drugi strani je pa mogoče prikaz realnega stanja, ne, ki je v marsikateri vezi. Scenarija tam ni za celo oddajo, ima pa seveda vsak človek neko svojo idejo, kaj bi si želel, kako bi poskusil. Zdaj, koliko mu to uspe, je druga pesem. Ne? Nekomu se lahko zdi, da bo blazno simpatičen izpadu, pa na ekranu to potem ni videti na ta način. Bi se sama kdaj prijavila v kakšno to vrstno oddajo? Zdaj zagotovo ne. Zdaj, če si predstavljam samo to, da bi morala deliti poslo, še barne mi gremo včasih na živce, ko se malo preveč na mene uleže, veš, pa imam potem, čeprav se trudim potem in imam že zaspano nogo, ne, preden se ga rešim. Ampak če se spomnim, veš, na partnerjev, ki so se zbujali z budilkami, pa jih potem dajali na snus kar naprej, tega jaz ne bi trpela niti pod razno. Skratka, se mi zdi, da čeprav znam sprejeti, druge osebe, sem takšna, mislim, da bi zdaj zato, da bi delila svoj dom z nekom, da bi morala biti res zaljubljena, veš, ko to potem na začetku olajša marsikaj, tisto uvajalno dobo. In si ne bi upala riskirati, ker bi po mojem se lahko potem to hitro. Tudi, veš, jaz živim sama že nekaj časa in včasih, mislim, po nekaj urah se zasitam družbe, meni je v bistvu to fajn. Tako da ne, danes zihar ne, ampak kdo ve, kaj bi počela, če bi se to prej začela. Mislim, kakršna sem, ne, po mojem bi se mi zdel to super mali izziv, nekaj novega, pejmo nekaj novega, jaz sem vedno takšna, veš. Ne. Pa napoveduješ kakšnem izmed teh parov svetlo prihodnost skupno? Ja, to pa ja. Vidiš to potencial? Ja, jaz mislim, da imajo potencial. Jaz mislim, da imajo. Sploh Matjaž pa Milja, sta se že nekako dovolj dobro tudi tako da jaz mislim, da ona dva bi komot lahko imela dober potencial, da bi lahko se obdržala skupaj. Jaz mislim, da bi tudi mogoče Peter pa tale, sem pozabila za njegovo ženo, tudi mogoče lahko najdla. Ona je tudi ima problema, ker je bila dolg časa sama in če bi on tukaj zdaj znal dozirati, zelo sta se znala zabavati tudi skupaj, smeh se mi zdi fin. Mislim, marsikakšen para, tudi Anja ima zelo luštnega partnerja in fino bivata. Bojim se, da sta se nekako ustalila pri tem, da bosta samo prijatelja, ampak če bi tam preskočila iskrica, glede na to, da lahko tudi kot prijatelja dobro sobivata, se mi zdi, da bi lahko bila super. Ja, meni se ne zdijo tako neposrečeni, moramo pa se zavedati, da je v vse resničnostne šove se prijavljajo ljudje, ki imajo željo po prepoznavnosti. To je prvo. Prav, če nekdo nima te želje, potem verjetno itak bo počel to brez kamer. Zdaj te, ki imajo to željo, imajo lahko še kakšne druge agende zraven. Pa če nekdo, jaz mislim, da ta oddaja lahko zelo pomaga, tudi nam so se prejšnji kandidati zelo zahvaljevali, in so se mnogi zelo spremenili in so tudi potem imeli veliko boljše možnosti v privatnem življenju. Ti imaš tukaj 3 strokovnjake, ki te lahko nekako usmerjajo in pomagajo. Poleg tega pa zdaj, ko gledajo oddajo, lahko vidijo in lahko, veš, če bi mi dve imeli skozi kamero, bi tudi potem videli, moram še to spremeniti, moram to spremeniti in podobno, tako kot sem jaz zdaj videla, da čist preveč kimam, ampak mi je težko to, se pa poskušam tega, skratka, pa malo korigiraš, sebe. Tako da je to lahko zelo pozitivno in lahko veliko odneseš od tega. Tako da mislim, da je... No, ampak skratka, to sem želela reči. Če je nekdo prepoznal pri sebi potrebo, da gre v šov za to, da mu bodo pomagali, potem ima velike izzive. In potem je možno, da se bo on zdaj veliko naučil, ampak da bo prepozno za ta odnos v oddaji. Da bo mogoče kasneje, čim bo prišel ven, imel več sreče. Kar nekaj kritik pride tudi na vaše komentarje, se kaj bojite soočenja, na koncu se vam obeta tudi, da pridejo te tekmovalci k vam, za omizje. Mi si tega želimo. Špela itak vsakič poudari, da upa, da bodo vsi prišli, zato ker običajno tisti, ki so bili najbolj glasni, niso. Neprijetno je, da nam grozijo s tožbami in podobno, še posebej zato, ker to ni prva sezona in vse 4 sezone Poroke na prvi pogled je spremljala ta komentatorska oddaja.
To se pravi, vsi, ki so notri, so vedeli, da bodo tudi pod nekim kritičnim očesom komentatorske oddaje. In bi morali to znati prenesti. Najbolj hecno pa je, ne, da najbolj komentirajo te, ki so v bistvu v oddaji zelo ostri kritiki drugih, a ne? Tistih, ki so tam. Ampak se pravim, to je samo odraz današnje družbe, kjer je čist preveč negativnega govorjenja, čist preveč. A veš, včasih, ko sem jaz bila mehna, nam je bilo naroden, če si nisi vedel, neroden ti je bil, če si bil nesramen, pač to ni bilo nekaj, na kar bi bil ponosen. Danes pa gledamo Trumpe, ki se hvalijo s tem, da so nesramni, ki se jim to zdi super, a veš, on je rekel, svoje politične nasprotnike sovražim. Mislim, srce, to res ni, mislim, da ti to govoriš in da ti ni neroden, s tabo je nekaj hudo narobe. Ampak potem to gledamo, to imamo non-stop na medijih in to vpliva na nas. Če imamo zraven sebe osebo, ki bo negativna, se bo to prijel tudi nas zelo hitro. Jaz se spomnim, ko sem bila najstnica, sva z prijateljico, s katero sem se največ družila, sem jo dostikrat slišala, kako je komentirala, kakšna je ta, kakšna ta ima preveč kilogramov. In potem se točno spomnim, ko sem bila enkrat v K4, sem jaz potem, tale je pa malo preveč okrogla. Prvič in zadnjič. Ne boš verjela. Ona je bila zgrožena nad tem, kako sem jaz nesramna, jaz sem pa ugotovila, da tudi če ona nesramna, jaz s tem ne bom naredila in da je absolutno to ni fora, da na ta način komuniciramo. Tako da to se nas prime in zato dajmo spremeniti način komunikacije, več pohvaliti in predvsem videti, prepoznati nekaj dobrega, ker, a veš, dobro, ti si prebrala, ampak mogoče, ker ne bodo vsi brali moje knjige, bi samo to poudarila. Nekaj si prej govorila, ker imam znane tudi osebnosti, s katerimi se spoprijateljimo in podobno. Mene je blazno šokiralo, ko sem videla, kako so se recimo Rebeka, Tanja Ribič, ne, v času, ko je bila, blazno popularna in kot pevka in kot igralka, jaz sem jo pohvalila za nek televizijski nastop in ona mi napisala prav ganljivo zahvalo nazaj. In takrat sem jaz dojela, Sonja, v Sloveniji smo vajeni malo podpreti tiste na začetku. Tisti, ki so pa potem prišli nekam višji, jih pa itak sam še tap, ne malo dol in ne hvalimo. Ne. Tako, tudi se nam zdi, se itak vene. Pa ne vemo. Poleg tega, tako kot pri odnosu, ne, vemo, da nobena ženska ni zadovoljna, da ji moški reče takrat na začetku zveze, da jo ima rad in potem nikoli več. Ne. Rabimo potrditve konstantne. Tako da, dajmo tudi za tiste, ki se nam zdijo tako, pravzaprav je zelo presenetljivo, kakor moja izkušnja je, da očitno njih še najmanj hvalijo. Čeprav imamo vsi občutek, da so oboževani. Ne? Ja. Zdaj moram te pa vprašati si iz foha, kako pa spremljaš te razne medijske afere, ki se zadnje čase pojavljajo, ne vem, Nika Zorjan, Čale, Sale in podobne stvari, verjetno si na tekočem. Seveda. Se ti zdijo ta obračunavanja na očeh javnosti, da je to neka nova realnost v svetu slavnih? Pa to je bilo, čim je bil nekdo znan, je to vedno bila realnost. Je pa se zelo spremenil za to cancel kulturo, cancelanja. Skratka, da nekdo, ki je naredil eno napako, ga potem odrežejo in mu sploh ne dajo priložnosti in to še preden bi sodišče povedalo svoje. Ne? Vemo, da se ljudje učimo na napakah, tako da bi mogoče lahko tudi komu pustili kakšno napako in pustili, da se kaj nauči iz tega. Kar se tiče Čaleta, seveda ne bo treba videti, a je to res, kako bo to na sodišču. Jaz bi si želela, da bi sodišče bilo tisto, ki bi imelo glavno besedo, ampak tukaj gre za neka kazniva dejanja. Pri Reju in Niki je pa v bistvu situacija dosti drugačna. Tukaj pa ni bilo nič kaznivo. Kaznivo je v bistvu, skratka, Nika ni prvič podpisala pogodbe z njim, to se pravi, bila je dolgo časa, to se pravi, več kot desetletje je bila s sodelovanjem zadovoljna. V nekem trenutku ji pogodba ni več ustrezala. In ona je želela to pogodbo prekiniti. To se pač dela po pravnih poteh. Ona je pa potem
tudi sama zbrala mogoče mečkan, se je imela tudi odvetnika in vse skupaj, ampak vemo, da je pač poslala ta dopis ravno v tistem tednu, ko sta imela Rej in Marjetka koncert v Hali Tivoli. Glede na to, kako so bili oni povezani, da so se oni družili družinsko na morju, praznovali rojstne dneve in vse skupaj, se mi zdi to, da mogoče je bilo nepotrebno. In verjamem, da se je takrat pač tudi Marjetka in Rej, ne, da sta se mal postavila na zadnje noge, ne, zdaj bova pa tudi midva pokazala in sta naredila korak, ki seveda je tudi bil daleč od tega, da bi bil potreben. Ampak sta pa takoj rekla, to itak moramo urediti in bomo uredili potem tudi to, kako bo dostopno to pesmi na spletu. Zaradi tega je to prišlo v javnost, ker so pač to lahko vsi videli. To se pravi, tukaj sta ona dva naredila napako. Ampak v času, ko založbe dajo veliko manj kot 50% svojim izvajalcem. V času, ko imamo ljudi, ki morajo nositi v službi plenice, zato ker nimajo niti malce ali pa nimajo pauze, da bi lahko šli na stranišče, je bizarno, da je toliko prahu dvignila ena taka afera. Seveda, razlog je samo to, da so vsi trije blazno popularni. A ne? To je vse. Meni je bilo grozno, ko sem gledala oddajo Tarča, ker je Erika Žnidaršič, ki seveda za razliko od mene ni spremljala glasbene scene in ne ve, kako te stvari grejo. Mimogrede, tudi jaz sem si izmislila projekt Lepi Dasa, dala sem ime, vse, tudi pesem je že bila narejena, preden se je sploh vedela, kdo bi pet, in tudi jaz sem si delila pol z mojim izvajalcem, ne? Ker se mi zdi, da pač, če smo v nekem projektu skupaj, bodimo vsi skupaj, a ne? In pač, Nika je imela nastope, ampak Rej pa v svojem studiu ustvaril pesmi zanjo, to se pravi, ni bilo zdaj, da bi on pobiral svoj delež čisto brez veze. Ampak pustimo to, nisem gledala teh pogodb. Dejstvo pa je, da je Erika tam mešala hruške in ne koruzo, ampak ne vem, in kozmetiko, mislim, nekaj čist tretjega, a ne, stvari, ki sploh niso imele veze. Tako da jaz mislim, da vsekakor bi se morali to oni sami zmeniti, lahko ti je tudi kdo manj simpatičen zagotovo, ampak mogoče sem jaz zdaj toliko bolj na strani Reja in Marjetke zaradi vseh teh groznih stvari, ki sem jih brala in v medijih in seveda tudi na komentatorji, a ne te anonimni. To si nihče ne zasluži. To, da nekdo napiše, da si želijo, da jim umrejo otroci in ne vem kaj, mislim, to so stvari, ki so šle daleč čez mejo in to bi morali ustaviti. Je pa zelo težko, a ne. Vemo, da so v končni fazi Urška Klakočar, nekaj sem jo prej omenila, da smo se pogovarjali, bi gotovo imela tudi velik interes, pa pravnica je, pa v politiki je, da bi se to tudi ustavili, ker je tudi na politiki leti veliko groznih stvari. Ampak to ni tako preprosto, a ne? Ker mi imamo po ustavi pač pravico do svobode govora. In seveda ne, je tukaj vedno ta problem. Zato mislim, da preden se to zakonsko uredi, je zelo pomembno, da vsak pri sebi res naredi domačo nalogo in poskusi, ker saj razumem, da je to nekomu ventil, ampak jaz res sem prepričana, da je boljši ventil, če pišeš pohvale. Jaz sem prepričana, da nekdo, ki je zamorjen, ki mu grejo vsi na živce, ki ima občutek, da ga je življenje prineslo okrog in se mu dela krivica, pač strese tisti ven, neko tako, ampak jaz mislim, da če bi nekaj lepšega napisal, da bi vsem se boljš počutil, no. Ne probajo. Za začetek pa lahko preberejo tvojo knjigico in se malo samo refleksije naredijo. Sonja, midve sva prekoračili najin čas, ampak nič za to. Veselje mi je bilo poslušati tvoje misli, razmišljanja, izkušnje. Hvala, da si vzela čas in vse dobro. Z velikim veseljem, res, zelo sem vesela, da smo se spoznali in mislim, tako v bistvu mi je meni v veliko čast,
glede na to, ne, da imam toliko nekih kolegov, mi je super, a veš, da si me ti, s katero se res nisva poznali in da si se tako lepo pripravila in mislim, skratka, za novinarstvo se ni zabavati, ampak upajmo, da se bo tudi situacija sicer, da bo država malo bolj podprla. Ja. No, tudi jaz tako upam. Hvala za tvoj obisk in hvala vam, da ste bili z nama. To je bil Showcast. Nasvidenje.